Ponovno se približuje dan žena. To ni samo tisto obdobje v letu, ko moški z genocidom nad rožami pokažemo, kako cenimo ženske, pač pa tudi obdobje, ko se razkrije prejemnik nagrade za najbolj seksistično izjavo leta. Bodečo nežo, ki velja za drugo najbolj neslavno slovensko nagrado, takoj za našim zlatim kriglom, je letos prejel igralec Bojan Emeršič. Dajmo poslušati, s čim je prepričal žirijo. Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let. Ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo. Kaj ne rečem drugega kot v imenu celotne ekipe oddaje ta teden? Iskrene čestitke. Prepričani smo, da je nagrada šla v prave roke. Predvsem pa smo veseli, da nihče ne zapisuje vsebine naših sestankov. Hecam se, no, dejte, no. To bi pomenilo, da bi morali zaposliti babo. O ne, vse sem vedel, da sem zaklal. Nadaljujemo z bombastično novico iz vesolja. Minuli vikend je nad slovenskim ozemljem razletel meteorit, pri tem pa povzročil glasen pok. Dajmo poslušati izjave očividcev, ki so bili priča temu fenomenu. Tako je dynilo sam mista kotaugi, pa se ne mogli razpoti. To će bi bomba, stvarno, vojna će bi bila, no. Dynilo je tako, da sam mislil, da se ni senjalo. Pa sam nešel gledati v okno vrenika. Pardon, jaz se opravičujem, z režije smo zamešali posnetke. To so bile izjave ljudi, ki so slišali razstrelitev bankomata na Goričkem. Meteorit naj bi se razletel nad ta drugo slovensko regijo, kjer govorijo v nerazumljivem narečju, torej nad Belo krajino. Ker so kosi kamnin iz vesolja zelo dragoceni, so se že našli iskalci meteoritov, ki na tem območju motijo iskalce starega železa. Vendar pozor, če tak dragocen kamen najdete in najdbe ne prijavite, vas lahko doleti kazen v višini 50 000 evrov. Torej, če ga že najdete, ga dajte prodati za več kot 50 jurjev. Drugače se ne splača. Kot boste lahko videli, so dogodek nadvse resno vzeli tudi domačini, ki naj bi jim kosi vesolja prileteli direkt na dvorišče. Po nenavadnem dogodku so pogledali na dvorišče in videli temne kose. Začeli so jih pobirati. No, to so ti kosi, ki naj bi bili, ne. Zdaj jih hranijo v hladilniku. Sigurno. Pravilna poteza, ker ne vem, če veste, za meteorite dejansko veljajo enaka pravila, kot za sveže klobase. Če hočete podaljšati njihovo obstojnost, jih je najboljše hraniti v hladilniku. Če pa jih hočete imeti za ozimnico, pa jih dajte kar v skrinjo. Najprej pa je itak jasno, ne? Kuhaš 10 minut v vreli vodi, pa postrežeš z gorčico in kečapom. Za konec oddaje pa še dve kratki novici iz tujine. Bivši brazilski nogometaš Ronaldinho, ki mu zaradi sodnih kazni ni dovoljeno zapustiti domovine, je bil aretiran v sosednjem Paragvaju, kamor je vstopil s ponarejenim potnim listom. Nogometaš se zaradi dogodka ne sekira, saj je bil že večkrat v karieri ujet v nedovoljenem položaju. V Veliki Britaniji, pa zdaj tole, so pa zaradi nevarnosti koronavirusa za nekaj mesecev preložili premiero najnovejšega filma o Jamesu Bondu z naslovom No Time to Die. Brez veze! A ne bi bilo veliko lažje obdržati datum, pa preprosto spremeniti naslov filma v Time to Die? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.